Poslušaj, jaz sem tule v Tattoo studiu v Maribor Ink in imam tule zraven Nino. Je ena izmed tetoverk, zdaj pa najboljš, da jaz kar pač ne prepustim besedo in da se ona malo predstavi. Sem Nina in tetoviram v studiu Maribor Ink. Okay. Jaz sem vam zjutraj rekla, da mi na Instagramu postavite vprašanja za njo, oziroma za tattoo artista. In no, nabralo se je veliko vprašanj, tako da boš vedela, velikih je. Ne bomo čisto vse, samo tiste najbolj zanimive. Ok, začela bomo na začetku. Slovenski podčrtaj youtuber je vprašala, koliko časa že rišeš tatuje? Kakšni 2 leti pa pol. Kakaj pol leta preden sem začela tetovirati, sem malo risala. Okay. In ista je vprašala, kaj najraje rišeš? Najraje kakaj linijske, najljubše so mi tak mandale, ne, ali pa kakaj sketch, pa to. Okay. Sven.Rojten je vprašal, kako močno boli izdelava tatuja? Pa čisto odvisno, kako ima kdo prag bolečine, ne, meni ni bilo nekaj stila, najmanj na nogi, ampak odvisno tudi od mesta. Okay. In kakšna je nega tatuja? Nega, prvo je najbolj pomembno umivanje, ne, fiziološko, to je najbolj pomembno, ne, bolj kot mazanje, pa vse drugo, pa mazanje. Okay. Ilas 123 je vprašala, na katerih predelih najmanj boli? Najmanj. Jaz bi rekla, da na rami, ne. Ali pa tudi noga, bedra je mene najmanj. Okay. Redo. Bom si jaz premislila. Hana Glavnik je vprašala, ali majhni tatuji, kakšni napisi zbledijo / se razmažejo skozi čas. Treba je gledati, da niso črke premale, da ni napis premali, ker vsak tatu se malo razleže čez čas, tako da ni pol to en zmazek, ne more biti dovolj na veliko nareta. In ista je vprašala, kakšne so ponavadi cene majhnih tatujev? Majhni, zdaj začetna je 40, pa 40 gor. Ok, to ni toliko. Mislim, če pogledaš, imaš to pol celo življenje, tako da... Ja, tako da to res pol. Se splača vložiti to. To pa ja, meni da te. Sploh pol dobrega tetoverja, no. Ja, točno tak. Da ti ne naredi prijat. Ja. Ok, zdaj pa najbolj zanimivo vprašanje je vprašala Tija XOXO_16. Ali imaš kak tatu? Ja, seveda. Najboljš po moje, da kar v zuno kamero posnameš tatuje. Pa jih malo opišeš. Zdaj najljubši so mi te, ne, ta grozdje je za mojega dedeja, pol ta je za pokojno babico, to pa še ta za drugo babico. Tako da te so moji najljubši, poleg portreta mame. Kaliger je vprašala, koliko to škoduje koži? Mislim, da so zdaj barve pa vsaj že toliko testirane pa napredne, da sploh ne škoduje, glede zdravja nekega vprašaja. Okay. Elena.Krstins12 je vprašala, kaj je bil tvoj prvi tatu, ki si ga naredila? Prvi tatu, ja. To sem pa kolego samo nekaj pobarvala, ne. Kako je to potekalo? Kako je to potekalo? Trema, valjda, ne. Tako da začela sem, še ata je šel, ko bi mi mogel pomagati, tako da sem sama ostala tu. Mašinca je letela po tleh, usmerjevalnik je letel po tleh, ampak na koncu se v redu uspelo. No, dober. Friend je še vedno tvoj friend. Še vedno. Ni bilo tako hudo. Ana.Mežnar je vprašala, ali si že kdaj zamočila, s katerim od tatujev? Pa rekla bi, da ne, no. Saj meni se ni zdelo, upam ja, noben se ni pritožil, tako da bi... Rebeka počrtaj Bojan itd. Je vprašala, kje tatu najbolj boli? Najbolj. Rebre. Meni se zdi, da najbolj rebre, koliko vidim, pa najbolj tam, kje je kakva kost, ne. Nart. Ja, ti delaš, ti pač opazuješ ljudi, ko trpijo. Mi je včasih hudo, ko trpijo. Ali malo uživaš v tem? Če se odločijo, ne. Ne uživaš? Ker čutim bolečino, ampak nimaš kaj, ne. Ja, daj, če se odloči. Ja, točno tak. Če ga hoče, bo moral potrpeti, ja. Ali imaš raje barvne ali črne tatuje? Pa se mi zdi, da so mi barvni vedno bolj všeč, ne. Čeprav delam več črnih, ampak so mi tudi vedno bolj... Na sebi, ja, na sebi itak barvne. Kaj pa majhni ali veliki tatuji? Tak srednji. Srednji. Da ni preveliko, pa da ni premalo.
Če želiš risati tatuje, a moraš imeti mirno roko. Ja. Ja, sicer se pa tudi mašinca malo trese poleg, tako da se bi dalo skriti. Ja, to dvojno trese se izniči, a ne? A se ti zdi, da morajo imeti tatuji pomen? Ja, zdaj, kak je koma, ne. Jaz priznam, da nimajo vsi pomena, da so pač tudi eni, ker pač so lepi, ne. Pa ker je neka trenutna muha bila, ampak še vedno so mi všeč, pa mi ni žal, tako da. Spet odvisno od posameznika, ne. Ja, ja. Da si daš neko, ne vem kaj, čist random na kožo. Ja. Pač si daš. Pač, če jim je všeč, ne. Ja. Najbolj pogosto vprašanje od gagič.carmen, koliko moraš biti star, da se tetoviraš? Zakonsko 15, tako da tudi, ampak morajo biti starši poleg, ne. Vsak do 18. leta v vsakem primeru. Kje pa je najprimernejše mesto za prvi tatu? Čisto odvisno, ki ga hoče imeti, ne. Meni, da ni nekega najbolj primernega, pa najmanj primernega, ker če hoče imeti na nekem mestu, ga bo itak imel, pa tako vseeno, ali je to prvi, ali je to zadnji, ali tretji. Po moje za prvega mora biti en tak, kot ti bo 100% všeč. Ja, ja. Da boš nekaj šel na, ne vem. Zanimivo. Kako se prepričaš, da je tattoo artist res dober? Kaj ga vprašati in kako mu zaupati? To pa. To je zanimivo vprašanje. Ja, to pa res, ja. Tako ne se to pa. A jaz te lahko zaupam? Lahko. Tako da najboljše, ker greš za najboljše, da si pogledaš dela, stil. Ja. Ne, mogoče tudi, če se čuje, tudi kakšna dobra beseda, kakih prijateljev ali pa koga, ne. Tako kdo svetuje, ampak ne več po delih, ne. Kaj dela, če je stil všeč. Če ni nekih kritik na njega. Katero je najbolj čudno mesto, na katerega si risala tattoo? Pa niti ni bilo nekih, no mogoče tu proti mednožje dol, ne, je bilo. Najbolj nerodno je to, ker nisem imela roke kam za odložiti, ne. Pri ženski še gre, ne. Zdaj pri moškem pa nimaš kam za nasloniti, ne. Tako da, pa tudi me je vprašal, če si še bokser se sleče dol, ne. To sem si najbolj zapomnila. Kaj pa narit? Narit sem tudi že, ampak ni, ja, se spodnje hlače malo dajo gor, tako da nič ni takega. Okay. Katja Prelog je vprašala, kje se je najboljš učiti, da greš delati tatuje? Kot šola ali? Ja, zdaj pri nas v Sloveniji ni neke šole ali pa nekaj, ne, tako da lahko ga proba na banani. Tako da tako smo se prej pogovarjali, ne, na banani se pač, ne. Se lahko kužiš, ko narediš tatu? Jaz ali kot, ne vem, jaz, naprimer, ja, če se jaz pičim z iglo, ne, ampak dobro, to se mi zdaj še ravno ni zgodilo, da bi se res kaj fejst, ne. Zdaj pa drugega pa ne, misli se paziš, je vse sterilno, igle se menjavajo. Ja, če paziš, če si profesionalec, ne sme nič biti narobe. S čim je najboljš mazati tatu, potem ko odstraniš folijo, je vprašal Lebič 98. Jaz bi priporočala Tattooker, da sem imela najboljše izkušnje s to kremo, pa tudi stranke so same pozitivne kritike sem čula. Sara CCC je vprašala, kaj si misliš o tatujih v ustih in zakaj je tak odgovor? Ja, meni osebno niso všeč, ne. Ampak je pač, če je nekomu so, ne vem, zakaj si ne bi dal, ne, ampak itak se ne vidi, tako da. Točno, da jih za vse kakršnokoli tatu si hočete pač narediti, si ga mislim. Tetoverka bo že naredila. Ja. Kijana.Petrič je vprašala, ali se da tatu odstraniti, kako boleče je in ali to veliko stane? Ja, stane kar, pa tudi boleče je. Ziher, koliko sem jaz čula, enkrat hujše od tetoviranja, ne? Pa tudi nikoli. Je treba več seansov in da pa vse. Tarana.xo je vprašala, kateri so najbolj popularni tatuji? Zdaj trenutno srčne trike. Ja. Ali pa kakšne perice še vedno. Čeprav jaz nisem neki pristaš tega, ampak če je nekomu všeč, ne. Je tega kar tedensko tu v studio. Res? Ja, kar. Ali pa Infinity, ja, še to. Aha, ja, itak, to ima tako, po moje, tako vsak, ko ima vse en. Tedensko, en Infinity pa en srčni utrip. Oh, fuck. Mostly.e je vprašala, če imaš tatu, a je težje dobiti neko službo?
Jaz se mi zdi, da je tega vedno manj, ne? Mislim, da bi tako gledali, še vedno so določene, ne? Ja. Jaz sem tudi čula, da v zdravstvu, ne, da še tudi znajo biti, ne, kakvi problemi. Je pa vedno manj, se mi zdi, tega obsojanja, pa da te čudno gledajo, ne? Ja. Upamo, da bo kakšen napredek tudi v tem. Ja, recimo pa Ryanair, ko sem jaz bila, v bistvu dovolijo zdaj že tatuje, od začetka jih sploh niso. Zdaj lahko imaš do tule gor jih lahko imaš, pa od tule gor, zdaj ko pač tam, oziroma ne, mislim, da od tule, ko imaš krilo. Pa zdaj, ful so pomembno povedali, zdaj imajo rutice, ti da tudi če imaš na Tudi vratu tu lahko. tatu, mislim, to bi bilo tako to je že smešno. Če napredek, imate ne? na vratu tatu, je vse v redu. Tik ful random. Aha, Juri 14, to je še zadnje vprašanje. Kako ljudi pripraviti na tatu? Recimo, če je kdo živčen. Ja. Ko bom jaz tudi verjetno. Upam, da so kaj pojedli prej, ne, to je ziher. Ja, no, najboljše, da dihajo, pa se nekako umirijo, ne, včasih kako piki so naredili glih toliko, da vi, ne, da to ni nekaj hudega. Je pa res, da so že večkrat skupaj padli, ne, tako da je pač kako cukrano vodo, kakšen bombonček, katero ga primeš, da ne pade ravno po tleh. No, jaz upam, da ne bo. Vredi je, da Mislim, prej verjetno poveš, bo. ne, če bi ti kaj bilo. Ja. Okej, to so pa prav vsa vprašanja, hvala ti za vse odgovore. Hvala tebi. Upam, da ste uživali v videu, zdaj pač videli ste tudi med tem intervjujem, kaj je na mene nastalo, zdaj še nimam, to je bilo snemano pred tem. Videli bomo pa končen rezultat pol, tako da tudi pol konc bom naredila. Pol. Ja, no, to je to. A še kaj moram povedati? Ja, ne, pejte lajkat še, kaj vse, pejte followat na Instagram, kaj še imate? Mini tatu. Ja, to bo tek spodi dol v, daj še ti tekle pokaž. That's all. Ja, spodi bo vse povezave in ja, to je bilo to, super. Je se lahko vstanem? Z nogi me je vstikalo, ker nisem upala premakniti, da naj telefon napadal.